Pozdravljeni. Pri ekipi Williams so predstavili barvno shemo za sezono 2026. Poglejmo si skupaj, kako bodo izgledali bolidi ekipe iz grba. Na samem začetku bi rad še enkrat jasno in glasno poudaril, da so pri ekipi Williams predstavili barvno shemo za sezono 2026. Verjetno marsikdo izmed vas ne verjame mojim besedam, ampak če pogledamo objavo ekipe Williams, bomo lahko jasno videli, da gre za predstavitev barvne sheme oziroma livery, kot se temu reče v angleščini. Tu ne moremo mimo dejstva, da je prav ekipa Williams bila ena izmed prvih, ki je rada publiki pokazala lanski ali predlanski bolid barvan na novo. Ampak govorimo o obdobju 2016, 2017 in naprej. Seveda v tistih časih je bila ekipa Williams že v krizi in potrebno je bilo zamenjati lastnika, spremeniti pravila Formule 1, da so dobesedno prišli na zeleno vejo. A treba se je tu ustaviti pri nekaj podrobnosti. Mi, navdušenci, do tega trenutka še nismo videli bolida F248. Na tistih testiranjih shakedownu v Barceloni ekipe Williams ni bilo. In kaj to sedaj pomeni? Namreč ekipa iz grba je za testiranje v Barceloni pripravila prav posebno barvno shemo, ki žal ni prišla v poštev, ampak tu se lahko marsikateri navdušenec, tudi navijač, podpornik ekipe Williams sprašuje, ali bomo zaradi tega videli porazno sezono. Po tistem, kar mi je dano vedeti, naj bi pri Williamsu imeli težavo z crash testom nosnega konusa. Ne šasije, kot so nekateri govorili. In verjetno se je zgodilo, da pravzaprav so pri tej ekipi imeli težave z izdelavo vseh delov in zato so se raje odločili, da tako imenovani shakedown preskočijo. Bodo lahko nadoknadili izgubljeno, na primer v Bahreinu, seveda, še posebej, če ne bodo imeli večjih težav. In tu je treba povedati, da Williams rabi pogonski sklop Mercedes in tudi njihov menjalnik, kar jim daje že nekako v osnovi neko zagotovilo, kar se tiče zanesljivosti. Ampak po drugi strani se lahko mehanski škrati skrivajo prav povsod. Verjamem, da marsikdo izmed vas je zaskrbljen glede na preteklost, kajti zgodilo se je že, da je bila šasija ekipe Williams lepo parkirana v garaži, ker so v ekipi napačno izdelali dele prednje preme. In tu je šla zahvala legendarnemu Paddyju Lowu, ki ga poznamo na primer iz tovariške ekipe Mercedes, ampak ki ni bil kos svojemu položaju. Namreč v proizvodnjo so dali dele, ki so bili namenjeni nekemu drugemu projektu oziroma zavrženi različici. A pustimo sedaj to. Pri Williamsu so predstavili najprej novega pokrovitelja. In že to je pozitivna zadeva. Namreč tik pred predstavitvijo nove barvne sheme so uradno objavili, da so podpisali večletni dogovor z
znano britansko banko Barclays. In na posnetkih vidimo, da si je banka za ozadje izbrala svetlo moder odtenek. In verjetno marsikdo izmed vas se je začel spraševati, ali se bo barvna shema ekipe Williams letos tudi spremenila. No, počakati je bilo treba le nekaj ur in videli smo lahko najprej to virtualno predstavitev. Na njej takoj zagledamo neke spremembe v primerjavi s tistim, kar smo videli na Williamsu F247. Namreč nimamo samo temno modre barve, temveč že prej omenjeno svetlo modro in tudi belo. Tu seveda je treba poudariti, da tradicionalno je bila prisotna temno modra barva prej na bolidi ekipe Frank Williams Racing Cars, to je tiste prve ekipe Formule 1 Franka Williamsa, iz katere je kasneje nastala ekipa Valterja Wolfa. Pri ekipi Williams, kot jo poznamo danes, pa ni bila vključena v tisti primarni izbor. Naprimer, prvi bolid današnje ekipe Williams je bil enostavno bel in rdeč, a pustimo sedaj to. Vidimo lahko, da ostaja tam na vrhu samega bolida znan baterijski pokrovitelj Duracell, kjer še zmeraj imajo eno izmed najbolj domiselnih idej, kar se tiče reklamiranja nekega izdelka. A ne smemo pozabiti, da Barclays je prisoten tako na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju in je viden praktično iz zadka bolida, kot tudi na začetku tam na bočnih strukturah. Bela barva je prisotna na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju in na zadku bočnih struktur ter vsaj na tem delu, po mojem, lepo poudari pokrovitelja Komatsu. In sedaj, če smo iskreni, kaj se meni zdi ta barvna shema? Lahko bi dejali klasična, nič kaj takega, ampak zagotovo lepša od one, ki so jo izbrali za sama testiranja, da ne bo pomote. Tista barvna shema, ki ne bo v uporabi, ki je bila namenjena testiranju v Barceloni, je bila zanimiva, ampak po mojem skromnem mnenju, ki ne pomeni nič, je bila meni preveč kičasta. Ampak vsako oko lahko vidi zadeve rahlo drugače. In tu je treba povedati, da večina pokroviteljev pri ekipi Williams je ostala. Logično je, da sedaj z prihodom Barclaysa kot banke je izginil tisti Santander, ki je prišel skupaj s Carlosom Sainzem mlajšim. Ampak, če se spomnite, španska banka je bila prisotna z izjemno majhnimi napisi. Sedaj, ko je prišla nova britanska, so napisi večji in povejmo si iskreno, večji kot je napis, tudi višji je račun, ki ga pokrovitelj plača. In to je pozitivno. In sedaj majhni kviz. Namreč mnogokrat govorimo o tem, da mi navdušenci moramo ločiti med tistim, kar je predstavitev barvne sheme, in onim, kar je predstavitev bolida. Ste opazili neko malenkost tu pri predstavitvi barvne sheme ekipe Williams? Koliko govora je bilo o tem, da bomo letos pazili, kako se je spremenila prednja prema? Namreč, ali je push-rod ali pa pull-rod, kar se tiče tiste osnovne konfiguracije, osnovne geometrije. No, na teh renderih, ki so nam jih pokazali pri Williamsu, smo lahko videli tretjo varianto, dobesedno no road.
In seveda ne gre za neko pogruntavščino, ampak za nekaj, na kar moramo biti mi navdušenci pozorni. Gre za renderje, kjer enostavno tistega droga niso narisali. In seveda zaradi tega je tudi nepomembno delati kakršnokoli analizo, ker ne gre za pravi F-48, kot sem povedal že na začetku, ampak tokrat ste dobili tudi neke vrste dokaz, da se določene stvari nekako moramo navaditi. Naprimer to, kako deluje sploh bolid Formule 1 in da vsaka slika, ki nam jo pokažejo, ni nujno tista prava. Posebej ne danes, v tem obdobju, ko z umetno inteligenco lahko dosežeš več kot marsikdo s tisto naravno. A pustimo tudi sedaj to malce pri kraju. Ekipa Williams je kljub dobrim obetom začela sezono 2026 s precejšnjo zamudo in mnogi navdušenci so upravičeno zaskrbljeni. Ampak s komercialno-finančne plati zadeve izgledajo izjemno dobro. Po drugi strani, na tisti tehnični, bomo morali počakati na prva prava testiranja iz proge v Šakirju, kjer bomo morda prvič celo uzrli letošnji bolid. Pri Williamsu seveda lahko nadoknadijo zamudo, katero so pridelali do tega trenutka, a vsekakor kljub zaskrbljenim navdušencem bi lahko dejali, da pri Williamsu gredo svojo pot naprej. In da verjetno letošnja sezona ne bo tako slaba kot tista, ki smo jo videli takrat pod vodstvom Claire Williams, kot sem že povedal, ko ekipa ni znala niti sestaviti pravih delov. A videli bomo, kot običajno, kaj se bo zgodilo. Za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.